Hvala lepa. Mislim, da je bilo zelo inspirativno in da bomo vsi odnesli kakšen košček ali pa idejo naprej v razmislek tudi na kosilo. Sicer pa program Erasmus predstavlja izjemno priložnost za promocijo akademske in raziskovalne odličnosti na evropski pa tudi na globalni ravni. Kot eden izmed najbolj prepoznavnih programov mobilnosti za študente, pa tudi učitelje in raziskovalce, spodbuja seveda izmenjavo znanj, izkušenj, inovacij med različnimi institucijami, državami pa tudi kulturami nenazadnje. Erasmus ni zgolj program mobilnosti, ampak ključni dejavnik za gradnjo odličnosti in konkurenčnosti v visokem šolstvu in raziskovalnem sektorju na ravni celotne Evrope. Predstavila ga bo gospa Milena Siter-Matelič s CMEPIUS-a, ki jo vabim, da se mi pridruži. Pozdravljeni, jaz bom kar začela, dokler imam malo tehničnih težav. Hvala organizatorjem za povabilo na ta vaš dogodek. In pa veselje mi je, da lahko nadaljujem tam, kjer je gospod Martin Jezeršek končal. Namreč najini dve zgodbi imata en zelo pomemben skupni imenovalec. Leta 2015 je bila v Milanu svetovna razstava Expo. In takrat je Slovenija prvič sodelovala na tej razstavi z samostojnim paviljonom, hkrati pa v okviru tega paviljona predstavljala tudi kulinarično ponudbo Slovenije, ki jo je tudi vodila hiša Jezeršek. Med predavanjem v pavzi sta k meni pristopila dva študenta, plašno zadržano, in me vprašala za mnenje, kaj porečem na to, da bi ona dva šla sodelovati v sklopu skupine Jezerškovih na ta dogodek, kaj bi to pomenilo za njuno nadaljnje šolanje, vpliv na to, kdaj boste zaključila študij. In jaz sem bila seveda navdušena in sem rekla, jaz jih podpiram, to je enkrat v življenju. In doživetja, izkušnje, veščine in soznanje in ves paket nekih novosti, ki jih bosta doživela na tem dogodku, ne more nadomestiti nobena predavalnica. In potem sta bila v skrbeh tudi glede izpitov in sem rekla, jaz tako ali tako pridem pogledati to razstavo in lahko naredimo tudi izredni izpitni rok v Milanu. Čeprav sem vedela, da ko jih bo enkrat posrkalo v to kolesje in delovne obveznosti, bosta zvečer samo še padla v posteljo. Prišla sta na izpit v jeseni, na tretji, zadnji izpitni rok in pred mano sta bila povsem druga človeka. Nobenega sledu več o neki zadržanosti, o strahovih. Točno sta vedela, kaj želita. In prav tako jima je bilo jasno, da katerikoli cilj v življenju si bosta postavila, ga bosta s predanim in dobrim delom tudi lahko dosegla. In o takih izkušnjah pripovedujejo tudi študentje, ki so imeli neko možnost nekega sodelovanja v nekem mednarodnem prostoru, ki ga ponuja tudi program Erasmus. Mnogi študenti pripovedujejo, da jim je mobilnost na Erasmusu bila prvo okno v svet in jim je povsem spremenila življenje. In to je tudi ena izmed velikih dodanih vrednosti, ki jih ta program Erasmus prinaša v evropski izobraževalni prostor. Še vedno imava težave. Moja naloga danes je mogoče malo širša in sicer, da osvetlim vprašanje, kako lahko s programom Erasmus vplivamo na kakovost višjega šolstva in pa, če je kdo v avditoriju še takšen, ki nima izkušnje, kako lahko v programu Erasmus sodelujete kot višje šole, predvsem pa si želimo več sodelovanja tudi s podjetji. Moje ime je Milena Siter-Matelič, prihajam iz nacionalne agencije CMEPIUS. CMEPIUS je nacionalna agencija, ki skrbi za izvedbo programa Erasmus v Sloveniji. Sem skrbnica programov K2
To so programi sodelovalnih partnerstv, bom tudi v nadaljevanju pojasnila nekoliko več o samih akcijah, ki jih izvajamo v okviru teh decentraliziranih akcij. Program Erasmus ni od včeraj. Program Erasmus je star 37 let. In če so leta 1987 uspeli prepričati nekaj več kot 3000 študentov in predavateljev, da so šli malo pogledati v svet, so danes številke seveda veliko bolj impresivne. Na leto danes naštejemo že preko 1 200 000 udeležencev na različnih mobilnostih. Tudi sredstva, ki so namenjena v te namene, so kar znatna, in sicer za trenutno finančno perspektivo od leta 2021 do 2027 smo namenili, oziroma Evropska komisija namenila 27-26 milijard evrov. In z veseljem lahko povem, da večino te torte si odrežemo v terciarnem izobraževanju, kar 29%. Veseli me tudi, da v bistvu so feedbacki, ki jih v naši branži oziroma v naših institucijah zelo pozorno spremljamo, so tudi zelo pozitivni. Pozitivni so tako strani institucij kot tudi vseh udeležencev, ki prihajajo, ki se udeležujejo teh mobilnosti. In če skušam nekako osvetliti, kako lahko programi Erasmus vplivajo na samo kvaliteto višjega šolstva, lahko ugotovimo, da to poteka nekako na 3 nivojih. Prvi nivo je prav gotovo vpliv na institucijo. Institucije, ki se zavedajo te svoje moči ali pa ki so pripravljene stopiti iz cone udobja in sodelovati v teh programih, so drugačne od tistih, ki tega ne počnejo. To ste verjetno tudi že sami ugotovili. So prepoznavni. V teh institucijah je malo drugačen vibe, drugačna energija. Pogovarjamo se o teh stvareh. Vedeti moramo, da je program Erasmus praktično dvosmerna cesta. Ne samo, da naši študentje, naši profesorji, naše pedagoško in nepedagoško osebje odhaja v tujino po neke nove izkušnje, enako mi gostimo tudi kolege iz tujine in druge študente v naših institucijah, in to je tako kot doma. Če druga ne, ko dobimo obiska, pospravimo malo bolj naše stanovanje ali hišo, se uredimo, drugače nastopamo, damo na mizo, ponudimo vse tisto najboljše, kar znamo in imamo. In podobno se dogaja tudi v naših institucijah. Tudi če nismo direktno vpeti v neke mednarodne procese, se pa o teh stvarih govori. Se šušla po zbornicah, po hodnikih, je nek drugačen moment in nek drugačen utrip te institucije. Hkrati prinašamo v naše okolje neke novosti, neke nove trende, neke nove rešitve, ki so jih pogruntali mogoče nekje drugje. Hkrati pa tudi mi sami preizkušamo tisto, do česar smo sami prišli, preizkušamo tudi nekje v tujini. Torej, institucije postajajo prepoznavne, uvajajo neke moderne trende, pristope v pedagoškem in strokovnem smislu. Potem te institucije postajajo prepoznavne ne samo v nekem lokalnem okolju, prepoznavajo jih mediji, prepoznavajo jih lokalne skupnosti, prepoznavajo jih njihovi konkurenti, govori se o nas. In dobivate tudi drugačno pogajalsko in pa odločevalsko moč vizavi bodisi občinskih nekih služb in tudi vizavi nekih institucij, ki v državi skrbijo za razvoj izobraževanja, ministrstev in podobno. Drug velik benefit, ki ga vidimo v višjih šolah, so pa seveda zaposleni. Zaposleni ne samo pedagoški, ampak tudi nepedagoški delavci, ki
nekako morda prej niso imeli možnosti stopiti iz svojega mehurčka, tokrat ga pa imajo. Ne? In nikoli ne vemo, ali smo zadosti dobri in kje smo dobri ali slabši od naših kolegov v tujini. In tukaj imamo prvič možnost, da se izmerimo, hkrati pa tudi možnost, da prinesemo ali k nam domov neke dobre rešitve ali pa naše dobre rešitve izvozimo nekam drugam. Torej za našo osebno, strokovno, poklicno, tudi bi rekli to mehke veščine, ne, ki jih premoremo, smo na nek način jih izboljšamo, ne, skozi to izkušnjo. In potem program Erasmus je namenjen v prvi vrsti študentom. In študentje imajo skozi ta program morda prvič možnost priti v nek širni svet. Praktično z programom Erasmus dokončno prerežejo popkovnico. Postanejo samostojni, njihova oskrbna veriga se podaljša malo od kavča do maminga hladilnika, vsaj do prvega supermarketa in treba je kdaj tudi kakšne nogavice samo oprati, posodo pomiti, in če je mamin hladilnik napolnjen kot Tetris, Erasmus hladilnik, iščeš bolj z mikroskopom kakšne stvari, ki so v tem hladilniku in poješ tudi kakšen plesniv sir ali pa jogurt, ki je že malo bolj napihnjen, doma si pa malo nestrpen, če mama ni kupila ravno ta 6. sira, ki vam v tem trenutku sede. Torej, ti mladostniki odrastejo čez noč, prepuščeni so nekim rešitvam, ki jih morajo poiskati sami, postanejo samostojni, postanejo organizirani. Na nek način zaupajo bolj v to, kar sami zmorejo, poiščejo cel kup nekih novih kontaktov, ki so jim dragocena socialna mreža tudi v nadaljevanju njihove karierne poti. Potem izurijo se v različnih jezikih, izurijo se v komunikaciji. Torej, to je en tak preskok v življenju mladega človeka, da ga po končani taki izkušnji ne prepoznate. Tako da tu so recimo ene take res vidne spremembe ne samo v instituciji pri zaposlenih, ampak predvsem pri teh mladih ljudeh. Če pogledamo pa še malce širše, pa lahko rečemo, da vse tiste institucije, ki imajo odprta vrata in širok, bi rekli, ta diapazon razmišljanja, razmišljajo izven okvirjev, se ne bojijo, kaj je tam zunaj ali čez planke. Ta ponotranjen proces globalizacije in internacionalizacije vgradijo že v DNK svojih študentov. In ti študenti niso z internacionalizacijo in globalizacijo se ne srečujejo šele prvič v svojem delovnem okolju, ampak imajo to že vgrajen v svoj izobraževalni sistem. In to je ena velika prednost vas, manjših institucij, ki ste veliko bolj okretne, kot so rigidne neke univerze ali pa neka akademska skupnost, da lahko tudi prepoznavate, kaj se pravzaprav dogaja z konkretnim, realnim poslovnim življenjem ali pa na trgu delovne sile. Prepoznavate manko v nekih poklicih, prepoznavate manko nekaterih veščin in kompetenc, o katerih vam pripovedujejo delodajalci, in vi lahko tudi te manke nadomestite ali pa jih komplementarno nadgradite z sodelovanjem z nekimi institucijami, ki ste jih zaznali v tujini, in na tak način svoje študente tudi opremite z nekimi znanji, tudi z mehkimi veščinami, o katerih je bilo danes veliko povedanega tudi na okrogli mizi, da so bolj zaposljivi, da so bolj konkurenčni na trgu delovne sile. Hkrati pa, ker imate zelo pristen kontakt tudi z vašimi študenti, ki jih je manj, in niso samo številka v indeksu, prepoznavate, kakšne so njihove vrednote, kateri so tisti kanali, preko katerih vi do njih najlažje dostopate, in pa seveda, kaj jih najbolj motivira za njihovo delo. In to je recimo ena od takih zelo dobrih lastnosti višjih šol, ker imate res, tudi zaradi tega, ker imate v kurikulumu to veliko obveznost
da morajo vaši študentje velik del vaših obveznosti opraviti v podjetjih, a ne, da ste res en ta dragocen most povezave med izobraževalnim sistemom in pa med tem, kar pravzaprav vi počnete. Uvodoma sem vam želela reči tudi to, da jaz vem, da Erasmus vsi poznate, mogoče samo eno pojasnilo etimološko, da Erasmus res asociira na velikega filozofa, teologa, humanista, Erasma Rotterdamskega, ampak dejansko je Erasmus akronim za European Community Action for the Mobility of University Students, ampak že tukaj v zadnjem delu se moramo takoj popraviti. Erasmus ni samo za študente. Bomo v nadaljevanju povedali tudi, da je to veliko širša zgodba. Povedala sem tudi, kdo sem jaz, prihajam. Akronim je tudi CMEPIUS, institucija, iz katere jaz prihajam. Tako da naš program Erasmus se od ostalih programov Evropske unije razlikuje po tem, da je fokusiran izključno na izobraževanje. In sicer tako, da na nek način z vseživljenjskim učenjem podpira poklicni in pa osebni razvoj ljudi, ne samo študentov, ampak praktično od vrtca pa preko vseživljenjskega obdobja tretjih univerz, izobraževanja za odrasle, lahko rečemo, od zibelke do groba, z namenom povezovanja, sodelovanja in pa krepitve evropske identitete. Če na kratko samo povzamem še, s čim se v programu Erasmus ukvarjamo, nekako razdelimo Erasmus na 3 ključne ukrepe. Mi jih po domače imenujemo akcije K1, K2 in K3. Najbolj obširna je tale akcija K1 v prvem sklopu, v prvem stolpcu, in sicer tu gre za te klasične mobilnosti, ki jih tudi vi največkrat se poslužujete. Kot rečeno, mobilnosti so dvosmerna cesta. Ne samo mi ven, ampak tudi naši tuji kolegi in tuji študentje k nam. In tukaj vidimo tudi veliko priložnost za podjetja, za povezovanja z realnim sektorjem. Tisti kvadratki in pravokotniki, ki so obarvani zeleno in pa eden vmes rumen, so tako imenovane decentralizirane akcije. To so akcije, ki jih nadziramo ali pa vodimo iz Slovenije in se pri nas lahko tudi prijavljate. Zelene so naše, CMEPIUS-ove, imamo še eno rumeno vmes, torej učna mobilnost posameznikov na področju udejstvovanja mladih pa je v domeni naše partnerske institucije Movit. Potem imamo pa še en delček, ki spada med ključne ukrepe ali akcije K2, kjer tudi jaz sodelujem v terciarnem sektorju, to so pa sodelovalna partnerstva, kjer lahko 3 ali več institucij z področja izobraževanja, ampak ni nujno, da so samo izobraževalne institucije, bomo tudi v nadaljevanju pogledali, kdo vse lahko sodeluje. Nekako ocenijo, da na nekem področju stvari niso najbolj optimalne in naredijo nek projekt, s pomočjo katerega želijo stvari pripeljati na nek nov kakovostni nivo. In temu rečemo sodelovalna partnerstva. V terciarnem izobraževanju imamo samo velika sodelovalna partnerstva, kar pomeni, da se lahko odločite za finančni paket 120 000, 250 000 ali 400 000 evrov. Vse, kar je tukaj na desni strani, so pa centralizirane akcije, pomeni, da jih vodijo v Bruslju, da se v Bruslju prijavljate in tudi oni vam določajo pogoje sodelovanja. Ni pa se treba v izobraževanju, tisti, ki ste zelo inovativni, ki ste zelo podjetni, ki ste zelo ambiciozni, ustaviti samo na področju Erasmusa. So še številni drugi viri, iz katerih lahko napajate svoje dobre ideje, ne, in črpate sredstva za to, da ste še boljši in še drugačnejši. Kdo vse lahko sodeluje v programu Erasmus? Rekli smo,
izobraževanje je vseživljenjski proces. Erasmus je že v vrtcu po celotni vertikali izobraževanja, ampak tu se še ne ustavimo. Gremo naprej v izobraževanje odraslih, tretje univerze, vseživljenjsko učenje, tu so ljudske univerze, tu so knjižnice, tu so muzeji, tu so podjetniški centri, tehnološki centri, inkubatorji, interesna združenja, skratka, name it. Ampak nekdo mora biti tisti vezni člen, ki je na nek način povezan z izobraževanjem. Sicer v Erasmusu ne moremo sodelovati. Kako pa lahko sodelujemo? Prvi korak je seveda vaš. Vi morate imeti željo iti iz neke cone udobja, narediti prvi korak, motivacija, želja, to mora biti prisotno pri vas. Potem je treba poznati nekaj pravil iz teh akcij. Vi imate zelo dobro skupnost višjih strokovnih šol in poslužite se njihovih idej, njihovih ekspertiz, ker znajo, obvladajo te stvari. Svetujte, povezujte se med sabo in iščite informacije. Izobraževalne institucije morate imeti listino, nič težkega za to pridobiti. Pri podjetjih preverjamo finančno sposobnost, tudi nič takega, kar ne bi že dali AJPES-u ali pa finančni upravi. Potem pa, da se prijavite na pravo akcijo, K1 običajno razpis v mesecu februarju, K2 v mesecu marcu in pa zavedati se morate, da to je Erasmus, je timska igra. Tega ne morete početi sami, zadaj morate imeti podporno osebje, kadre, ki razume in razmišlja enako kot vi. In pa zelo dobro si morate biti tudi z vašim računovodjem, ker je malo več administracije in pa finančnih tokov. Kako lahko sodelujejo podjetja? Mi zelo vabimo v te programe tudi podjetja, namreč podjetja imajo res eno veliko dodano vrednost v tem, da tisto znanje, ki ga študenti dobijo v predavalnicah, tudi, da to znanje dobi neko meso. In veliko vlogo imajo mentorji, ki lahko postanejo del teh Erasmus mobilnosti, lahko se udeležujejo tudi različnih tekmovanj v spretnosti v tujini. Sprejemate dijake, študente iz drugih držav na prakso, tudi krajše, daljše, kombinirane imamo danes mobilnosti, en del online, en del v živo. Potem lahko sodelujete kot vabljeni strokovnjak, predavatelj v tujini in tuje predavatelje vabimo k nam in pa seveda na mojem področju, na področju sodelovalnih partnerstev. Jaz mislim, da smo prišli do neke pavze, ki obeta odmor za kosilo, da ne bom predolga. Če bi bilo še kakšno vprašanje na to temo, jaz sem sicer dala na enem slajdu tudi moje kontakte. Prepričana sem, da me boste našli, Cmepius, Milena Siter Matelič. Enostavno vam bo vrglo moje kontakte, če boste želeli še kaj vprašati ali pa tudi zdajle v pauzi, pa da ne jemljem dragocenega časa, pa da ne bo kdo lačen zaradi mene. Hvala za pozornost, uspešno delo še naprej.